Andreja, živijo. Zdravo. Torej, bom najprej malo prebral o tebi, pol pa začneva. Danes z mano torej profesor dr. Andreja Cirman, redna profesorica za področje denar in finance, se prav tako reče, ne, na Ekonomski fakulteti, direktor za programa MBA že od leta 2011, drugače pa bila tudi prodekanja za akademske zadeve v različnih mandatih, a ne. Raziskovalno področje nepremičnine, trajnost, strategije socialnih stanovanj, obnove stavb, polno enih področij. Znanstveno objavila vsaj 30 del, poleg akademskega dela pa vodi tudi hotel v družinskem lastništvu, kar morda daje tudi praktično perspektivo nekega vodenja in poslovanja. Zdaj pa morda kar prvo vprašanje, kako se je tvoja pot iz teh financ kot discipline prešla v nepremičnine in trajnost? Kako se je to zgodilo? Kaj je bil sprožilec? Polno enih, kako bi rekla, naključij, ki so nastala v poti mojega razvoja. Jaz sem na fakulteti med študijem postala štipendistka SKB banke, končala dodiplomski študij. Takrat je Ekonomska fakulteta pravzaprav imela pilotski program, ki osvobodene organizacije, ki je, kako bi rekla, mati, babica, kakorkoli, MBA in IMB programa, ki sta danes v bistvu najbolj izpostavljena in tudi najboljša produkta Ekonomske fakultete. In mene so povabili, da bi na fakulteti ostala. Jaz sem pa rekla, kot štipendistka sem pa rekla, jaz bi pa na fakulteti ostala samo, če vi mene kot raziskovalka, ne, če vi mene pošljete v radovljico na MBA program. In banka je rekla, ja, smo zainteresirani, EFA je rekel, ja, okej, lahko. In potem v tistem portfelju razpoložljivih področij, ki je bilo v bistvu nepremičnine tisto, ki sem jih nekako videla kot presek med mano kot bodočo bančnico in mano kot v tem začasnem delu v akademski sferi. No, pa sem pa v akademski sferi ostala. Tako je to nastalo, čisto slučajno. No, ampak zdaj si nekako dvoživka, ne? Torej, eno je MBA, drugo je pa hotel. Kako se te dve stvari povezujeta, kako se prepletata? Ja, hotel je nastal tako, da je moj mož, ki je pač podjetnik, ne, prišel domov in je rekel, no, zdaj pa je skrajni čas, da zdaj ti te tvoje teorije daš malo v prakso, a ne. Glej, tukaj imam tale projekt, tole bova pa zdaj midva naredila, a ne. No, in tako sva midva mojo teorijo začela dajati v prakso. Tako je nastal hotel in tako sem začela potem tudi hotel, glede na to, da mož vodi že kar nekaj podjetij, rekel, no, tegale pa kar ti dobiš, a ne. Tako malo za hobi, ne. Bi rekla, če bi kdo hotel to ponavljati, zelo odsvetujem, ker hobi si izbereš tak, ki ni 24/7, ta je, a ne. Po drugi strani, skratka naporno, ampak po drugi strani izjemno koristno, ker jaz sem prepričana, da zaradi tega, ker vodim hotel, da sem znatno boljši pedagog. In tudi lažje vodim in se pogovarjam z MBA kandidati in tudi s tistimi, ki so že MBA končali, zaradi tega, ker poslovni svet ne samo, da ga proučujem, jaz ga živim in jaz ga razumem in vem, kaj pomenijo določene stvari, vidim drugače. In zato tudi lažje vodim MBA program, ker MBA program je program, ki je res, to ni klasičen akademski program. To je program, ki ga sooblikujejo udeleženci s svojimi izkušnjami in akademska stroka. Se pravi, gre za en tak presek, kjer je treba moderirati tisto, kar izkušeni udeleženci prinesejo s sabo in to, kar želimo doseči, da imajo popolno sliko pravzaprav vseh področij znotraj podjetja in kaj se okrog podjetja dogaja. Tako da jaz mislim, da čeprav je naporno, sem zaradi tega boljši pedagog. Bi se s tem strinjal. Poslovneži se mi zdi, da imamo en predsodek do akademikov, sploh tistih akademikov, ki nimajo morda nekih praktičnih izkušenj, isto do politikov morda, ne? Da je posel ena taka specifična veščina, ki ima, če jo nisi izkusil, zares ima ene svoje zakonitosti. Pa bi rekla, da so neke prakse, ki ste si jih tam priučili kot skupina za hotel, ki jih zdaj lahko dejansko prenašaš v ta učni proces? Prakse, v bistvu
primere, jaz dobim zelo plastične primere, jaz lahko vedno z plastičnim primerom iz prakse ponazorim koncepte, ki jih učim. Predvsem pa je drugačen pogled na svet. Mogoče na ekonomski fakulteti se to ne izrazi v celoti, zato ker so vsi profesorji imajo neko vsaj afiniteto, oziroma velik del profesorjev ima neko afiniteto do biznisa. In na EFA-ju, če se kaj zmenimo, se običajno kar hitro zgodi. Ko pa pridem na sfero, na nivo univerze v Ljubljani, tam so pa že kar dosti, nekateri področja so zelo oddaljena od biznisa. Ne? In v biznisu je tako, vidiš priložnost, greš, skočiš, ker če boš še dolgo gledal, je ne bo več. Tam pa so stvari, ne, v glasbi se nič ne premakne, nič se ne spremeni, arheologija, pač ali bomo danes odkopali, ali bomo nekje, in kakšne ta logike kar noter ustarajo. Mi ne moremo, če je na trgu potreba po novem programu, mi ne moremo tega programa pripravljati 2 leti. Pa kdo nas bo gledal 2 leti? Ne? V 2 letih bo ta program lahko že odvečen, ne, da bo šele začel. Tako da iz tega vidika ta agilnost, ne, je ena prednost, ki jo dobiš, če delaš v poslovnem svetu, in hkrati pa mogoče na kakšnih delih pa sem malo tako outlier. Če gledamo AI, bi rekel, da je to že pol leta, ne 2 leti. Ne? Ja. Okay. Če se malo dotakneva stanovanjske politike in te teme, ena od tvojih raziskav se je proučevala socialno stanovanje po finančni krizi. Kaj se ti zdi, da je po tvojem mnenju bila v Sloveniji ta dejanska sprememba? A so bili ukrepi, ki so bili takrat po krizi dejansko uspešni? Kaj si ugotovila le kozmetični? Ja, tisti paper, ki sem ga napisala, so mi uredniki napisali, pa dobro, a moraš biti to kritična, ne? Na stanovanjskem področju sem 25 let. Ne? In ves čas sem gledala, kako smo stanovanjsko področje se lotili vsake 4 leta, v času volitev smo imeli, ne? Polna usta, polno nas je. Koliko danes isto? Krogle mize, vse. In potem so te isti, ki so strašno govorili o stanovanjih, prišli na pozicije, pa nič naredili. In nič. In kaj se je zgodilo? Mi smo v privatizaciji, v bistvu smo imeli tretjino najemnega fonda, pa smo ga potem spravili na zgolj par procentov neprofitnega najema. In potem smo se šli pravzaprav nenadzorovano socialo na tem fondu s tako nizkimi najemninami, da smo ta fond uničevali. Ideja je bila, da bomo imeli tako kot Skandinavci neprofitni fond, široko odprt, da ga bo veliko, ampak za nikakršno najemnino. In to ne gre. Ne? Tudi socialno stanovanjsko področje mora imeti trdne ekonomske temelje. Ali se ti pa dogaja to, kar se je nam dogajalo, da se je ta stanovanjski fond zaradi prenizkih najemnin, se je ta stanovanjski fond prodajal in se je sam zmanjševal. In ves čas smo govorili, najemnine so prenizke. Ja, jih ne moremo dvigniti, ker nekateri ne morejo plačati. Res je, ampak to rešuješ drugače. Najemnino daš, zračunaš, koliko tebe dejansko stane, ker to moraš vedeti. In potem se odločiš, koliko boš subvencioniral, zato da so stvari transparentne. Ne pa, da nekaj subvencioniraš iz tega, da pravzaprav ne vzdržuješ, da uničuješ fond, se pravi, subvencioniraš iz fonda samega, zaradi tega, ker to vedno udar nazaj. Stroškov ne moreš skriti. Nekaj časa, ja, pol pa udarja ven. In to je bil naš problem. Ves čas smo hoteli biti všečni najemnikom, pa najemnik je bogi, pa je bogi. Res je, nekateri najemniki so bogi, ampak nekateri najemniki, ki niti nismo dohodka kontrolirali, niso bili pa čisto nič bogi. In mi smo subvencionirali ob tem, da so potrebe in da so nekateri res v hudi stanovanjski stiski, smo mi subvencionirali tiste, ki jih nekateri sploh tega niso rabili. In ta logika,
to ven pregnati iz stanovanjskega sektorja, sploh tega, ki ne bi bil dosegljiv, to je iskreno še zmeraj pač malo mission impossible. Tako da pa res nisem kako bi rekla, zagovornik stališč skrajne levice. Ampak res pa je, da z to vlado, ki smo jo dobili, z ministrstvom, jaz predvsem imam spoštovanje do državnega sekretarja Klemna Ploštajnega, so se pa stvari dejansko začele premikati. Ne vse v idealno smer, ampak vse idealna smer v politiki je tako težko dosegljiva. Vedno greš po nekih kompromisih. Ampak lahko pa rečem, da so se prvič začele stvari premikati v pravo smer. Ker prej smo 20 let res samo govorili. Kaj pa je ta prava smer po tvojem? Prava smer je to, da v stanovanjskem sektorju ekonomike ne moreš zanikati. Ekonomika, se pravi, toliko me stane, toliko rabim za to, da bom stroške v prihodnosti pokril, ta stvar mora biti jasna. Vsi opevamo Dunaj, ne? Ampak Dunaj, da se razumemo, prvič na zemljiški politiki več socializma, ki ga je Slovenija kadarkoli imela, zato so tudi cene stanovanj nizke in dosegljive, in na drugi strani izjemno transparenten. Pri njih pravzaprav prihajajo noter zasebni viri, banke stojijo v vrsti pred temi, ki so institucije, ki izvajajo ta reguliran oziroma ki investirajo v reguliran najem. Stojijo v vrsti in to je komercialno financirano. Oni naredijo najemnino najemnino, ki mora na ravni objekta pokrivati vse stroške, potem se pa pogovarjamo glede na individualno stanje posameznega uporabnika oziroma najemnika, koliko ga bomo subvencionirali. Ampak če bomo mi subvencionirali iz fonda, potem ne bomo imeli investicij, oziroma, kar se je nam dogajalo, smo celo obstoječa stanovanja prodajali. Tega ne smeš zanikati. Najemnina mora pokrivati vse stroške in pika. In od tam dalje se potem dogaja ponudba, povpraševanje je pa tako ga na trgu kar nekaj. Moramo se pa zavedati, da z demografskimi spremembami to je pa kolega Sampt izračunal, predstavili smo na predsedničinem forumu, je do leta 2040 je demografsko generiranih potreb samo še 20 tisoč stanovanj. To je, če letno gradimo okrog 5 tisoč stanovanj, to je 4-letni output. Tega skoraj ni več. Kar pomeni, da mi ogromno stanovanj rabimo danes, dolgoročno pa niti ne. Tako je. Danes imamo luknjo, minus, ker smo v preteklosti zelo malo gradili, predvsem od finančne krize dalje nismo nikamor prišli. In pa tudi na obstoječem stanovanjskem fondu imamo, ko bi rekla, strukturna nesorazmerja v tem pomenu, da v stanovanjski fond, na povpraševanje stanovanjskega fonda so stvari, so segmenti, ki na stanovanjskem fondu ne bi smeli biti prisotni v taki meri. In to je turizem. Poskušamo nekaj omejiti, jaz se ne strinjam Kot na primer Airbnb? Ja, jaz se s tem, da dokam smo prišli z regulacijo, čisto ne strinjam. Vsaka stanovanje je narejeno na določenem prostorskem aktu, kjer piše, kakšna vrsta rabe je tam dovoljena. Če bi v sosednji hiši dvojčku se nekdo v sosednji hiši spomnil, pa bo imel avtokleparsko delavnico ali pa klavnico, bi hitro ugotovili, da to prostorski akt ne deluje, ne dovoljuje. Če pa tam zraven postane odvetniška pisarna ali hotelirstvo, pa kar dovoljuje? Ne dovoljuje. Zakaj torej? Tako da to je ena stvar. Turistična raba jemlje iz stanovanjskega fonda kar velike not. Za primerjavo, na Bledu je 2400 naseljenih stanovanj in 1000 enot v Airbnb-ju. Pol si lahko predstavljamo, kako to izgleda. To je ena stvar.
ki ne sodi v taki meri v stanovanjski fond. Druga stvar, strašno smo ponosni, koliko Slovencev študira, kako smo internacionalni, kako se povečuje internacionalizacija. Ampak ti študenti morajo kje bivati. Namensko zbiramo pri študentskem delu denar. A gradimo študentske domove? Ja, zelo težko. Zelo slabo. In te študenti so spet na najemni sektor. Spet jemljajo dolgoročnemu najemu en del prostora. Se razumemo, cenejši graditi študentski dom kot stanovanja. Če jih nimamo preveč in jih nimamo, je to spet en del segmenta, ki bi se odobrili. In tretji del segmenta, ki ga ne smemo zanemariti in bo samo še bolj pomemben, so migranti. Naša ekonomija bo preživela s tem, da dobivamo migrante noter. Včasih smo imeli za migrante samske domove. Primerna oblika. Kam grejo danes? Ja, spet v stanovanja. Stanovanja so super, ko migrant pelje svojo družino. Ampak, ko pride sam gor, spet temu primerne oblike bivanja moramo narediti. In tukaj ta del, če že samo to preusmerimo in pazimo, kaj bomo gradili, potem bomo imeli tudi primanjkljajev manj. Mi moramo tudi aktivno upravljati naš kont. Obstajajo kakšni quick fixi, kot jim rečemo, neke hitre spremembe, ki jih naredimo, kot je na primer sprememba poslovnih prostorov stanovanja, davčna politika ali pa celo sprememba zakonodaje, neka hitra, da lahko nekaj na hitro zgradimo. A so se pojavili kakšne take stvari v praksi, ki bi jih lahko zelo hitro naredili, pa imeli nek učinek? Airbnb, resna regulacija Airbnb-ja, ne taka, ki bo šli vsi na 270 dni. To je brez veze. Sobodajalstvo. Ja, ta je lahko relativno quick fix, ker da se razumemo, v covidu, ko so Airbnb stanovanja šla v dolgoročni najem in to se pri najemninah kar lepo videli. Potem so pa spet šla nazaj. Davki niso quick fix. Predvsem zaradi tega, ker jih že toliko časa sprejemamo, da sem jaz do tega že skrajno cinična. Kaj bom jaz v penziji, preden bomo mi nepremičninski davek sprejeli, ker to je spet ena stvar v času volitev govorimo o tem, pa takrat bolj previdno, pa pol na zagovoru bodočega finančnega ministra na odboru spet govorimo o tem, govorimo več o tem, oziroma lahko da še govorimo, ampak naredimo pa nič. To ni quick fix za tega, ker ga nismo sposobni sprejeti. Prej si omenila Dunaj, a je še kakšen drug primer v Evropi, po katerem se lahko zgledujemo, pa samo skopiramo? Se tudi Dunaja ne moramo skopirati. Dunaj je res lep primer. Ampak Dunaj, to je 100 let. To je 100-letna tradicija, ki je ves čas slonela na zdravem ekonomskem temelju. Projekt mora sam sebe preživeti. Tisti, ki ne morejo tega plačati, jih subvencioniraš. Ampak bistvo Dunaja je njihova zemljiška politika. In naša zemljiška politika je pa v primerjavi z precejšnjim delom Evrope pravzaprav katastrofa. Jaz vidim to v bodoči gradnji v bistvu najtežji problem. Vse traja predolgo ali pa stavbnih zemljišč sploh ni. Zakaj tega ni? Ja, včasih so imele občine tako imenovane zemljiške banke. In te kupile so zemljišča, ta zemljišča so infrastrukturno opremila in jih potem dala v uporabo. In tako deluje tudi Dunaj. Dunaj ima en kup zemljišč. Zemljišča opremi, kar pomeni tudi, da zemljiško rento, prirast vrednosti ostane pri njih, ne pri zasebnem investitorju. In potem daje ta zemljišče zasebnemu investitorju tudi pod jasnimi pogoji. Toliko in toliko stanovanj bo imelo regulirano najemnino. S tem dobiš ti heterogene soseske, s tem dobiš nadzor, koliko imaš kakšnih stanovanj, dovolj vidno stanovanj imaš z regulirano najemnino, dovolj najemniških stanovanj in vso ekonomsko rento pobere lokalna skupnost. Pri nas za začetek od privatizacije dalje zakon o stvarnem premoženju občinam prepoveduje kupovati zemljišča, ki jih ne rabijo za svojo lastno uporabo. Kar pomeni, v začetku smo jim roko odžagali. Torej, pri nas lahko zasebni investitor kupi zemljišče, občina ga opremi, rento, prirast vrednosti gre zasebnemu investitorju in te niti ne znamo pobrati.
v štartu smo falili. Tako da naša zemljiška politika je bolj divje kapitalistična kot katerakoli zemljiška politika v zahodnji Evropi. In Dunaj nam pa kaže pravzaprav tisto pot, kam bi mogli iti. Če se potem malo dotakneva investitorjev samih. Ne? Investitorji imajo čisto ekonomsko logiko, imajo svoj ROI in tako, ampak pogosto se potem zgodi, da investitorji zanemarjajo dolgoročne stroške, vpliv začetnih prihrankov, tudi tisti, ki za sebe gradijo. Ne? In potem ugotavljajo, da je to neka past. A je to past ali ni? Mislim, zagotovo je past, ker te stroški te srečajo. Če tega ne prodaš in srečajo nekoga drugega, potem srečajo tebe. Zdaj, ravno zdaj oddajamo, oziroma smo tik pred zagovorom ene zelo zanimive magistrske naloge študenta IMB programa, ki je pravzaprav ga zanimalo trajnostni kriteriji v gradnji. Ne? Delal je intervjuje z investitorji in s finančnimi institucijami po Evropi, bil pri tem kar uspešen in je ugotovil, kar je res zanimiva ugotovitev, da na podlagi teh intervjujev, ki jih je naredil, trajnostna gradnja na razvitih trgih nima več zelene premije, pač pa imajo netrajnostne zgradbe rjavi diskont. Se pravi, norma počasi postaja trajnostno in kar je od tega, pač ima rjavi diskont. Na razvijajočih trgih je pa še obratno. Se pravi, nismo še prišli do tiste kritične meje, da bi rekli, tole je norma, ampak so trajnostne zgradbe, za katere je tudi značilno, ne, da imajo potem nižje dolgoročne stroške. Te trajnostne zgradbe imajo pravzaprav zeleno premijo. Še zanimive ugotovitve so prišle iz njegovega magistrskega dela. Investitorji v trajnostno gradnjo v bistvu nimajo več prav zelo višjih stroškov, tudi zaradi tega ne, ker financerji pravijo, da če je trajnostna gradnja, potem so finančni viri cenejši, med 20 in 30 bazičnih točk. Zakaj? Ker je manj tvegano. Manj je tvegano zato, ker so denarni tokovi, ki po prodaji obremenjujejo oziroma po začetku uporabe nižji, ker so te nepremičnine običajno bolje zasedene. In nižji stroški, in zaradi tega imajo tudi v svojih internih modelih vrednotenja tveganja, so to manj dragi viri. Ne? Ja, ker je tudi v bistvu je zavarovanje boljše za banko. Bolj je varno in že njihovi notranji modeli vrednotenja tveganja to manj tvegano ocenjujejo, zato lahko investitor pridobiva cenejše vire financiranja. In ta celoten stream cenejših virov financiranja se čedalje bolj razvija. Ne? Mi imamo te zelene green mortgages, ki je pravzaprav v okviru teh hipotekarne zveze na evropski ravni, postavili so standarde, kdaj je neka obveznica, zelena hipotekarna obveznica, tako da tudi viri financiranja lepo tečejo in investitorjem omogočajo, da tisti nekoliko višji stroški gradnje se na financiranju malo se nevtralizirajo. No? Tako da na razvitih trgih je že rjavi diskont, ni več zelene premije. Z Linkscraft vas vabimo na letošnji sejem Dom marca 2026 na gospodarsko razstavišče, kjer si boste lahko sami oblikovali idejni projekt za svojo sanjsko hišo. Mene je presenetil podatek, v ZDA 76% ljudi je pripravljeno pri nakupu hiše plačati več, če je ta hiša trajnostna. So pripravljeni plačati več, ne enako. Ne? Se mi zdi, da je to tudi stvar kulture in sploh za ZDA me je to presenetilo. In potem dostikrat v teh statistikah ugotavljam, da je dostikrat ZDA je v trajnosti celo pred nami v določenih aspektih ali pa kulturno gledano. Pri nas pa še ne, tudi ko gledamo fond lesene gradnje, recimo pri nas je zelo majhen, manj kot 10%, ali pa nekje 10%, bolj ko greš severno, več ga je,
Severna Skandinavija smo se na 70% ZDA, pa tako gradi vse v lesu. Ki je en izmed osnov za biobased gradnjo, recimo. Ne? Ampak to je tudi iz začetnega pogoja, začetne štartne pozicije odvisno. Ne? V Ameriki je lesena gradnja že norma. In zdaj je treba samo en majhen upgrade narediti. Njim je nekako normalno, da njihove dosedanje lesene gradnje so pač življenjsko dobo imajo seveda krajšo, kot jo ima ena zidana hiša. In njim je to normalno. Pri nas je pa ves čas, tole mi bo pa zgnil. In je v bistvu začetna pozicija, od kje smo štartali in do kam moramo priti, je seveda Ameriki bližje. In zato je Ameriki od klasične gradnje do trajnostne gradnje, ki je tudi bolj trajna v tem smislu, koliko časa zdrži, je lažje. Pri nas od tega, da zlagamo opeke, do tega, da gremo, je bilo že težko priti na montažno hišo. Montažne hiše so imele včasih hud diskont. Zdaj ga pri prodaji. Zdaj smo tudi tle prišli, da ni več takih diskontov, zdaj moramo pa še preskočiti na pravzaprav več lesene gradnje. Zdaj mi naše hiše, ki so tako večne, po 100 letih podiramo, pa gradimo nove. Moja stara starša sta v 60 zgradila hišo, pred 10 leti smo jo podarili, ker smo ugotovili, da je bolje. Tloris je popolnoma nefunkcionalni, noter oprema nefunkcionalna, napeljave niso imeli nobenega smisla in enostavno bo boljše podreti. In pa si rečemo, ok, mi gradimo večne hiše, pa jih potem podremo. Tako da ta trajnost je pa tudi vprašljiva pri nas. Zelo relativno, ampak v bistvu je treba naše razmišljanje prestaviti. A je tudi morda, kako pa vidiš davčno politiko za spodbujanje trajnostne gradnje? Pri nas kaj delamo na tem, ali pa da so neke obljube, da bomo? Jaz sem zelo cinična, ker sem že v tolikih projektnih svetih za nepremičninski davek sedela, da sem že kar ciničen odnos do tega. Trenutno je davčna politika nevtralna, ker naš NUSZ še ni prilezel do kakršnih koli razlik. Je samo vprašanje, kje je lokacija. Zdaj premoženjski davek v smislu davka na vrednost nepremičnin, tle pa je, kako bi rekla, ena nevarnost, da če energetsko celovito saniraš hišo, kar je načeloma cilj, pri celoviti energetski sanaciji hiše se ti vrednost poveča, zaradi tega, ker imaš nižje stroške in ti davčno breme v bistvu naraste. Takrat smo poskušali, a lahko vsaj neko prehodno obdobje, da nas lih ne užgete, za nekaj, kar delamo in kar je v bistvu v Evropski uniji kot prioriteta, da zmanjšamo količino energije, ki jo stavbni fond rabi. Pa nekako ni šlo. Tako da tle malo vidim težave. Težave vidim tudi v tem, recimo na najemniškem fondu, predvsem javnem najemnem fondu. Načeloma, tako kot imamo danes, če stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana celovito sanira en blok, star blok, in zaradi tega imajo korist predvsem najemniki, ker oni plačujejo stroške ogrevanja in imajo nižje stroške ogrevanja, bi strogo za zasledovanje zakonodaje bi v bistvu morali direktorja sklada preganjati zaradi nevestnega ravnanja s premoženjem, ker on ne more dvigniti najemnine. Se pravi, on mora investirati v korist svojih najemnikov in od tega nima sklad nič. Tega denarja ne more dobiti nazaj. To je po moje kriminal, ki gre v nasprotju z ekonomsko logiko, in tle sta spet pri tistem. Ekonomika ti mora držati, ker če ti ekonomika drži, se bojo ljudje tudi racionalno obnašali in bomo tudi z ekonomskimi inštrumenti lažje naslavljali, kaj bi radi in kaj ne,
ker če ves čas nekaj tiščimo dol, ja, pač država manj investira v energetsko sanacijo, pa bi bilo boljše, če bi, a ne? Ti si imela tudi eno delo glede ta real estate finance. Kako se danes investicije v trajnostni gradbeni sektor primerjajo s klasičnimi nepremičninskimi investitorji? A investitorji sprejmejo višje stroške, govorimo o privatnih investitorjih, ne javnih? Že, če se spet obrnemo na to magistrsko delo, ki ga je Martin Ferjan naredil. Investitorji pravijo, da v bistvu ni več toliko višjih stroškov. Deloma tudi zaradi tega, ker so cenejši viri financiranja. In teh virov financiranja, namenskih virov financiranja za trajnostno gradnjo je več in več. Oziroma, kako bi rekla, za klasično gradnjo jih je čedalje manj. In ker so za banke dražje, ker so bolj tvegane. Tako da ta premija je nekoliko dražje, ampak so drugi vzvodi, na podlagi katerih ta razlika ne bi smela biti taka. So pa manj očitni, a ne? Aha, strošek na kvadratni meter je toliko. Pol so pa stroški financiranja. Samo zgleda, da je ta torta, ki jo imamo, ki je vedno torta, v ekonomiji izredno zapolnjena. Kaj bi rekel, gradbeniki in investitorji ogromno zaslužijo, pa gledamo raziskavo iz Economista, ki je pokazala, da v zadnjih 70 letih je gradbeništvo skoraj edina panoga, kjer je dodana vrednost ne samo ni naraščala, je celo padala. Torej, gradbeništvo velja kot res panoga z izjemno nizko dodano vrednostjo. Kje je potem sploh rezerva za investitorje ali pa za... Gradbeniki pa investitorji niso isto. Gradbeništvo je konkurenčna dejavnost. Dejavnost, v katero je možno vstopati in izstopati. Dostop do zemljišč, tam pa nimava konkurence. Zaradi tega, ker je na eni strani omejena količina zemljišč. In v tem delu nastajajo razlike. Če gledava, od zemljišče je monopol, dovoljenja, pa to je, se ukvarjamo z monopolom, pol naprej je pa vse konkurenca. Tako da jaz ne vidim problema v gradbeništvu. V gradbeništvu konkurenca upravlja svoje. Problem je tam, kjer konkurence ni. In to je na zemljiščih. Zemljiščih pa postopki. Ker enkrat, ampak tega je pa reži dolg, vse mogoče bi morala to ponoviti s kolegom, mislim, da 2,7 ali nekaj takega. Sva s kolegom Polancem računala na enem konkretnem projektu znotraj Ljubljanskega ringa, koliko stane en dan postopka. Takrat je država spet razmišljala o tem, kako bojo zakomplicirali postopke, ker je treba še te pa te vidike noditi. In so šla računati, koliko investitorja stane en dan postopka. In takrat je bilo, pazi, koliko let, 18 let nazaj, je bilo na povprečno stanovanje 7 evrov na dan. 2 meseca pa je šel pralni stroj. Vrednost pralnega stroja je šla. In to so spet stroški, ki jih noben ne vidi. Mi si vzamemo dolgo časa. Investitor bo zaradi tveganja teh postopkov, zaradi tega, ker te postopki trajajo, medtem ko povpraševanje lahko uide, zahtevali višjo donosnost. Višja donosnost in veliko število dni pomeni, da bo treba fajn zaslužiti, ali se bo to ne splača. In tukaj vidim problem. Pričemer ne vidim rešitve v tem, da bomo sprostili, bomo to področje čisto sprostili, ker prostorsko področje je res zahtevno. Tukaj se srečuje velika količina interesov v prostoru. In jaz ne zagovarjam to, da bi rekli, da tele interese pa zdaj ne bomo upoštevali v prid hitrosti, ampak res upam, da bo umetna inteligenca naredila red in da bomo pri preverjanju vseh teh interesov uporabljali umetno inteligenco, ne človeško pamet v tistem delu, ki je zelo rutinska, in se bo človeška pamet dejansko ukvarjala s tistimi stvarmi, ki so potem vsebinske narave, vsebinske presoje, in takrat bomo lahko precej hitrejši. Tako da jaz mislim, da ni popustek v tem, da bomo bolj
malomarni do interesov, ampak da bomo preverjanje teh interesov s prostorskimi akti pohitrili in dali na voljo umetni inteligenci, kar je možno. Torej, govoriš o digitalizaciji, še malo bolj splošno, kot del rešitve. Absolutno. Okay. Glede na to, da ti povezuješ to stanovanjsko pa nepremičninsko politiko z izobraževanjem, kako pa v MBA-ju pripravljate programe oziroma kako pripravljate te kadre, da se soočajo s temi izzivi, ko govorimo o trajnosti, ko govorimo o digitalizaciji, o novih tehnologijah? Če greva nove tehnologije, digitalizacija, če z te strani, če tega ne daš noter, si irelevanten. Da recimo z letošnjim letom, lani smo imeli strani Google sponzoriranja celo AI track, kjer smo poseben track naredili na MBA-ju, ki je bil usmerjen na AI. Za letošnje leto smo ugotovili, da AI track ni dovolj, zato ker ne morejo samo tisti, ki grejo na to smer biti, kako bi rekla, globinsko posvečeni v AI-ju, ampak da to rabijo vsi. Tudi letošnjim letom recimo uvajamo AI bootcamp, kjer bomo imeli bootcamp posebej za vse, zato da se seznanimo s tem, kaj ta dela, kako deluje, da to ni ChatGPT, se pravi, da pogledamo in kako jo uporabljati, pa etične in pravne dileme zraven. To je, kar se tiče digitalizacije. Trajnost je pa norma v našem sektorju že zelo, zelo dolgo časa. Mi moramo naš MBA je med 100 najboljšimi MBA v Evropi po FT rankingu. Tam 62. mesto smo po FT rankingu. Če mi hočemo vsakič, ko se prijavimo na FT rangiranje, mi moramo popisati vse vsebine in vse ure, ki jih namenjamo trajnosti. Kar tudi za nas zahteva, da pravzaprav ves čas razmišljamo, kako bomo trajnost pripeljali noter. In to ne, jaz sem zagovornik tega, da to ne moreš narediti z enim trajnostnim kurzom, ker to je samo fasada. To moraš pripeljati na področju financ, kaj to pomeni, na področju trženja, kaj to pomeni, na področju operationa, kaj to pomeni, na vsakem, tudi upravljalne ekonomike, kaj pomeni trajnost in trajnostni poslovni modeli. Povsod se moramo o tem pogovarjati. Moram pa reči, da greva tudi druge strani, da je tega v poslovnih šolah res veliko, ker nas akreditacije, svetovni trendi nasilijo to, da se bojim, da smo tudi to temo že malo prenasičili, ker vidimo na IMV programu, na MBA programu, da pa ne spet trajnost. To nas ves čas, to ni problem, to je sam izziv, kar pomeni, da bomo morali na bistven način, kako to not pripeljemo, mogoče malo spremeniti, drugače, da ne bomo s tem messageom prenasičili. Prepomemben message je, da bi z njim, da bi v bistvu naredili ljudi na drugi strani gluhe, zaradi tega, ker jih preveč tem obmetavamo. Bomo mogli najti druge načine, kako bomo prišli zraven. Kako pa je s tem v ZDA po tvojem? Ker, kakor berem, ameriške avtorje so zelo pogosto kritični do Evrope, kako morda pretirava s trajnostjo, da je trajnost v konfliktu z neko ekonomsko logiko, pogosto v konfliktu, ne vedno, in da Evropa tudi z regulacijo sama sebe duši. Ali je tudi ti tukaj vidiš konflikt med trajnostjo in neko ekonomsko logiko? Ni. Jaz mislim, da je Evropa nekoliko bolj naivna v tem, kako je mislila, da bomo, če je nekaj trajnostno, pol pa bo to premagali. Mogoče, da smo podcenjevali povpraševanje, kakšno premijo je pripravljeno plačati, ker ga v bistvu ni. Po drugi strani se je pa ogromno razvila, cleantech, biotech, tega je v Evropi veliko. Tudi tega, ker je bil tak, kako bi rekla, tako spodbujajoče okolje, ampak res smo pa precenili to, da bo potrošnik samo zato, ker je nekaj trajnostno, da bo za to pripravljen plačati, in tudi te greenwashing izzivi, ki so se vmes
pojavili, so, kako bi rekla, malo zgodbo razvodenili. Zdaj pa Amerika je šla v drugo smer, drill, baby, drill. Jaz mislim, da Evropa mora pa paziti na to, da se nehamo preregulirati, ampak da še vedno ohranimo socialno noto in pa pazimo na okolje. Da ne smemo zdaj jeti pa 180 stopinj pa v drugo smer. Kako pa vidiš te ključne kompetence, ki jih mora imeti zdaj mladi, ki vstopa na trg dela, kako se spreminjajo in kakšne bojo te kompetence, na primer, čez 10 let? Težko vprašanje, jaz moram reči, da se s tem kar dosti razmišljam, pa zaenkrat še nimam kakšnih dobrih odgovorov. Namreč, kaj je zdaj problem našega izobraževanja? Če ilustriram. Zdaj z vso to umetno inteligenco ima naša mladina en kup orodij v roki. In ključna kompetenca postaja kritično mišljenje. Ampak kritično mišljenje je kompetenca, ki jo postopno pridobiš. Tudi, ne vem, Economist ali je bil FT, mislim, da je bil FT, ki je pisal o tem, da je entry jobs, teh prvih služb, če dalje manj. Zdaj, kritično mišljenje midva lahko primerjava s tem, da si sposoben preteči maraton, ki je najtežji tam okrog 30 kilometra. Ampak stezo, ki jo imam jaz na voljo kot trener maratoncev, je pa 100 metrov dolga. Zakaj? Je zato, ker moj študent zdaj ne piše, ali pa dijak, ne piše esejev, ne brusi svojega sposobnosti izražanja za tega, ne bere knjig za tega, ker mu ChatGPT to vse naredi. To pomeni, jaz imam 100-metrsko stezo, pripraviti ga moram pa na to, da bo znal odteči med 20 ali pa med 25 in 35 kilometrom. Kako priti do kritičnega mišljenja, če unih osnovnih stvari nimaš? Recimo, na dober arhitekt bo takoj videl pri umetni inteligenci, kaj mogoče ne bo šlo, pa kaj je treba izboljšati. Ampak kako pa priti zdaj do dobrega arhitekta? Dober arhitekt je tisti, ki je začel od nule šljakati, pa se mu je par stvari podrl, zdaj pa več noben od nule ne šljaka. Kako priti do kritičnega mišljenja, se pravi, kako priti do treninga med 20 in 35 kilometrov, če imava 100-metrsko stezo? Ja, veliko vprašanje. Tako da dokler imamo izkušene kadre, kritično mišljenje, ampak kot je FT, mislim, da je bil FT, rekel entry jobs. Ok, pravzaprav sva na koncu. Morda zadnje vprašanje, ki je odprto, morda sva odgovor že dala, ampak če bi imela priložnost predlagati eno sistemsko spremembo v naši državi, da bi pospešila trajnostno in cenovno dostopno gradnjo, kaj bi ta bila? Jaz mislim, da jaz bi še vedno uredila področje stavbnih zemljišč. Zakaj? Zato, ker če se midva pogovarjava o trajnostni gradnji, ki je dosegljiva na 4.000 evrov na kvadratni meter, 4,5, ali pa se pogovarjava na 3.000 evrov na kvadratni meter, premija, ki so jo ljudje sposobni plačati, saj ni, da je ne želijo. Saj vsak bi rad imel, rajš imel hišo, ki je zdrava, ki bo dihala, ne pa železobetonskih zidov. Če so cenovni nivoji takšni, da že za železnobetonske zidove komaj napraskaš, potem bi želel, pa lahko sanjaš, pa nimaš denarja za to. Tako da jaz mislim, da moramo narediti vse, kar je možno, da ceno na kvadratni meter poskušamo znižati. In to je, začnemo pri zemljiščih in potem v vsakem koraku naprej, kar lahko naredimo. In ko bomo ceno zaradi tega znižali, jaz mislim, da bo tudi trajnost bolj relevantna. Bolj relevantna.
da si jo bomo lažje privoščili, ker trenutno si niti privoščiti ne moremo. Mnogi ne morejo niti privoščiti, ker že nakup stanovanja kakršnega koli opraska vse, kar imamo. Andreja, hvala. Zelo zanimiv pogovor, sem prepričan, da bo gledalcem odprl neke teme potem za nadaljnje razmišljanje in pogovore. Srečno še naprej. Hvala vam. Pozivam.